Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane predstavnice in predstavnike medijev ter ostala javnost, ki spremlja današnjo novinarsko konferenco, na kateri bo minister za zdravje Danijel Bešič Loredan predstavil analizo slovenskega zdravstvenega sistema. Lepo pozdravljeni. Slovenija ni edina država, ki se je znašla v post-covidni zdravstveni krizi. Z njo se spopadajo vse razvite države na svetu. Zakaj je do tega prišlo in kakšne so rešitve, bo povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Izvolite. Ja, lep pozdrav, Petra, hvala. Ja, to, kar je Petra uvodoma rekla, je resnica. Mi se že vsaj nekaj mesecev na ravni Evropske unije ali pa Evropske komisije pogovarjamo, zakaj se je Evropa znašla v tako hudi post-covidni krizi. Ta kriza zajema pravzaprav kadrovsko krizo, noben si ne zna razložiti, kje kadri so in zakaj so iz zdravstva ven ušli. Seveda se pogovarjamo tudi o abnormalnem zvišanju stroškov zdravljenja in ob temu, da pravzaprav imamo opravka s prilivom pacientov, ki so bili v post-covidnem času prikrajšani za zdravljenje. Zmagovalci, če temu lahko tako rečemo, so seveda skandinavske države, ki so reformo zdravstva že naredile in so od vseh evropskih držav najbolje pripravljene. Vidimo, kakšna huda kriza je v Angliji, tudi na Češkem, tudi v Avstriji, ko se pogovarjam z avstrijskim kolegom, iščejo kadre, pa bom v prezentaciji pokazal, kako boljši situaciji so od nas samih. No, kar se tiče nas, jaz sem danes posebej ponosen na ministrstvo in na ekipo. Danes bosta uradno objavljena oba ključna dokumenta. Eno je pregled stanja na področju zdravstva v Sloveniji, skrajšan povzetek. Tako da zahvala ekipi na ministrstvo, izjemno delo je ekipa opravila v zadnjih 2 mesecih. Sam vam bom pa predstavil prezentacijo, ki sem jo predstavil na koalicijskem vrhu, kjer je poudarek na tistih najbolj ključnih točkah, pa če mi dovolite, bi kar začel. Tudi to prezentacijo bomo dali seveda v javnost, ker želimo vse tisto, kar na ministrstvu delamo, deliti z javnostjo. Najbolj pa želimo pravzaprav zaključke in vizijo reforme deliti ali pa, bom rekel, usmeriti na podatkovno znanost. Štejejo podatki, podatke smo težko dobili. Slovenski zdravstveni sistem, v tej kratki prezentaciji bi vam rad predstavil pregled glavnih podatkov, ki smo jih dobili, izzive, nalašč govorimo o izzivih, vsi izzivi so rešljivi in seveda usmeritve za zdravstveno reformo. Res je, za cilj smo si zadali finsko vizijo zdravstvene reforme. Bodite pozorni na moder polkrog, ki pravzaprav celotno zdravljenje bazira na primarni ravni, ker pravzaprav vsi pacienti dobijo na primarni ravni praktično vso oskrbo. In še bolj bodite pozorni na krogec, kjer so združene 3 generacije. Torej, mi moramo danes enakovredno poskrbeti za mlado generacijo, za nas, delovno aktivne in za starejšo generacijo. Cilj preobrazbe slovenskega zdravstva je zgraditi koheziven, vzdržen in v prihodnost usmerjen model. Skratka, vsem prebivalcem Slovenije moramo zagotoviti enakopraven dostop do enake kvalitete zdravstvenih storitev, kadar jo potrebujejo. Ne glede na družbeni status, ne glede na regijo, na nacionalnost, na spol, nič ne sme vplivati na dostopnost zdravljenja, ko ga sleherni prebivalec Slovenije potrebuje. Cilj je tak, da imamo na koncu učinkovit, digitaliziran in finančno vzdržen zdravstveni sistem in seveda ključni izziv za vse nas naprej, naš zdravstveni sistem moramo čim prej pripraviti na vse izzive, ki nas čakajo, nova epidemija, starajoče se prebivalstvo, razvoj obolenj in
vse tisto, kar nas v prihodnosti na zdravstvu čaka, oziroma kot je dr. Kluger rekel, dual track je tista vizija, ki jo moramo imeti, na eni strani poskrbiti za zdravstveni sistem in na drugi strani dvigniti pripravljenost na vse nove izzive. Še enkrat, Finska je to nalogo že končala, s 1.1.23 njihova reforma teče. Poglejte, kaj vse lepo piše, torej enakopravnost, vzdržnost, enak servis za vse ostale. Pa gremo zdaj na to, zakaj smo mi danes tukaj. Slovenski zdravstveni sistem je danes sestavljen tako, kot je tukaj prikazano. Ministrstvo za zdravje naj bi, poudarjam, naj bi odgovarjalo za sistem. Zakaj naj bi? Poglejte, nadzorniki storitev so zbornice, so občine, so območne enote ZZZS. Skozi leta je Ministrstvo za zdravje vsa pooblastila nadzora predalo ostalim in posebej boste pozorni na občine in na primarno področje, torej vso področje družinske medicine, pediatrije na primarni ravni, ginekologije na primarni ravni, preventive je v domeni občin. Občine so ustanoviteljice javnih zdravstvenih zavodov, se pravi zdravstvenih domov, in nosijo odgovornost za zagotavljanje sredstev, za investicijo, za mrežo, za zdravstveno službo in za vse, kar spada zraven. Kadri. Slovenija ima težave s kadri, kljub temu, da številke kažejo, da se kader povečuje. Bom šel en graf naprej. Bodite pozorni, torej rast zdravnikov je vidna. Modra, svetlo modra medicinske sestre so diplomirane medicinske sestre, zeleno tehniki zdravstvene nege so srednje medicinske sestre. Pri diplomiranih medicinskih sestrah izjemna rast, pri srednjih medicinskih sestrah beležimo upad. Nam se je novembra leta 2021 na krivulji rasti srednjih in diplomiranih medicinskih sestr zgodil križ. Srednje medicinske sestre so iz sistema odšle, diplomirane so prišle. Še en podatek, pri srednjih in diplomiranih oziroma pri vseh zaposlenih v zdravstveni negi je podatek, da imamo 30.000 ljudi v sistemu, samo 20.000 jih dela v javnih zdravstvenih zavodih, kam je odšlo 10.000, ne vemo. Tudi ne vemo, kako je iz sistema odšlo 5.000 srednjih medicinskih sester in kje danes so. In to danes pacienti čutijo in zato so danes tudi postelje prazne, ker ni kadra zdravstvene nege. Po številu zdravnikov se Slovenija uvršča pod povprečje, vidimo recimo Slovenija 3,3 zdravnika na 1000 prebivalcev, poglejte Avstrijo 5,4, pa tudi tam se ubadajo z hudim pomanjkanjem zdravnikov. Finsko, poglejmo, kje je 3,5 enaka, pa vendarle jim zdravstveni sistem funkcionira boljše, ker so z reformo se pripravili na vse izzive, ki jih danes imamo. Če pogledamo diplomirane medicinske sestre, tukaj smo pa nad evropskim povprečjem, pa vendarle poglejmo Finsko 13,6, tako da potrebno je gledati cel gozd in ne posameznega drevesa. Imamo težave s financiranjem slovenskega zdravstvenega sistema, denarja, kljub temu, da ga je veliko, da ga država zagotavlja, je nekontrolirano in ob taki strukturi, ki jo imamo danes, z starajočim se prebivalstvom bo denarja čez 15 let zmanjkalo, vkolikor sedaj v tem letu ali pa najkasneje v 2 letih celovito ne naslovimo financiranja zdravstvenega sistema. Zaradi covida je v letu 2020 v bistvu izdatki za zdravstvo merjeni v procentih bruto državnega proizvoda so zrasli, ampak izključno na račun države in na račun denarja, ki je iz proračuna prišel. Seveda pa rastejo izdatki za zdravstvo na prebivalstva. V BDP-ju smo nekje z vsemi ostalimi, kar pa nas uvršča pod povprečje, je izdatek na prebivalca za
Slovenijo je nižji, kot je evropsko povprečje, in države, ki imajo bolj urejene sisteme, imajo ta izdatek bistveno večji. In to neravnovesje med procentom bruto državnega proizvoda in izdatkom na prebivalstva je ključ, kjer bomo potem iskali rešitev za celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema. V zadnjih 30 letih se zdravstveni sistem v Sloveniji ni kontinuirano obnavljal zaradi demografije, zaradi neuravnanih zdravstvenih potreb in kapacitet. Mi danes nimamo mreže, nikoli je pravzaprav nismo imeli in je nismo prenovili. Naša mreža izhaja iz poznih 80-ih. Imamo neučinkovito vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih sistemov in seveda imamo nezdrav način življenja. Vse to povzroča čakalne vrste, pomanjkanje družinskih zdravnikov, izgube v bolnišnicah, neurejen plačni model, ki ni bil v bistvu prenovljen zadnjih 20 let in seveda konstantno financiranje iz naslova različnih interventnih zakonov. Že leta 2017 vemo, da smo dali več kot 117 milijonov v zdravstveni sistem oziroma v bolnišnice.